Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Ja, verjeli ali ne, junij je tukaj, pravzaprav je že sredina junija in gotovo že vsi razmišljate tudi o dopustih. Poletje nas je skorajda presenetilo, marsikaj se nam dogaja, vroče nam je, neurja nas torej tepejo z vseh strani in verjetno so takšna tudi naša počutja. Kako preživeti poletje čim bolj udobno, tako da nam bo prijetno, da ne bomo zboleli, da nas ne bo vse srbelo, kako se zaščititi pred soncem? O tem pa danes doktorica Alenka Simonič. Dober dan. Pozdravljeni. Zdravo. Se že pripravljate na dopust? Komaj ga že čakam, ja. No, bova kar povedali, ne, julija vas ne bo, tako da bomo naslednjo našo oddajo torej pripravili šele za 3. petek v avgustu. Ja, kot pravimo, kot sem že povedala uvodoma, smo že vsi več ali manj nekako v mislih na dopustu. Želimo še na hitro to in ono postoriti, kar nas najbrž tudi kar lepo zdela, ne? In potem gremo na dopust dejansko zelo utrujeni. In kakšne probleme lahko to prinese, kar se tiče psihe? Kar se tiče psihe, no, zdaj tako, seveda gremo vsi utrujeni, tam se počimo dol ali pa pač in pozabimo na vse tisto, kar bi mogli mogoče biti malo bolj pazljivi ali pa kaj poskrbeti zase. Pozabimo si vzeti kakšne stvari s sabo, ki bi jih potrebovali. Sonce se kar nastavljamo, ker nam paše, da končno imamo mir in da lahko nekje si malo spočijemo. In seveda potem se nam dogajajo raznorazne stvari. Od raznoraznih opeklin sončnih, alergij sončnih, potem poslabšanj kakšnih osnovnih bolezni. Zdaj, kar se tiče psihe, ne, jaz mislim, da tam smo kar malo na boljše, ker nam sonce nam tudi malo da tistega hormona sreče, malo več ponovno in lahko postanemo zopet malo boljše volje. Se pa kar pogosto dogaja, da ljudje, ko končno pridejo po dolgem času na dopust, namesto da bi lahko res uživali v njem, za njimi pride ves tisti stres zadnjih tednov in so kar kakšen teden najprej čisto pospani, zaspani, nevoljni, brezvoljni. Ampak to potem vseeno, če imamo dovolj dolg dopust, počasi mine. Pomembno je, da je naš dopust dovolj dolg, no, to je res fajn, da poveva, ne. Teden dni ali pa 4 dni dopusta ni dopust, ne. Koliko recimo bi torej bilo fajn imeti dopusta? Torej mesec dni? To bi bilo idealno, če je to možno, ampak prav priporočajo, da so 3 tedni tisti optimalen dopust, vsaj 3, ne. Tudi predolg tudi ni dober, ker potem padeš ven iz tistega svojega ritma, ampak že 14 dni je vseeno premalo, ne, ker še vedno si v tistih enih stvarih, telo se še prav ne umiri, se ne zregenerira, ne popravi vse skupaj, tako da 3 tedne je idealno. Je pa nažalost to verjetno dostikrat težko izvedljivo. Torej, kaj bi naj naša potovalna lekarna vsebovala, ko se odpravljamo torej na dopust, največkrat torej na morje ali kamorkoli že, kaj zdravniki svetujete, kaj bi lahko torej človek, oziroma kaj bi lahko potreboval seveda nekje na dopust? Zdaj sicer je to odvisno tudi od tega, kam gremo, ne. Za nekatere potovanja so potrebno tudi določena cepljenja, ki jih moramo sprogramirati že mesece prej, ampak taka ena čisto taka osnovna pravila za kamorkoli so, definitivno rabimo kakšen paracetamol za kakšno vročino, glavobol. Fajn je, če imamo nekaj proti driski, fajn je, da imamo tudi kakšne svečke za zaprtje eventuelno. Pomembna so mogoče kakšna kremica za kakšne pike raznorazne. Če gremo kam malo bolj tople kraje, fajn imeti kako rehidracijsko raztopino s sabo, če imamo drisko, če bruhamo, da hitro nadoknadimo tekočino. In pa seveda te naše večne alergije, ki nas vse povsod spremljajo, fajn je, da imamo kakšen antihistaminik, to je zdravilo za zdravljenje alergije. In pa mogoče najpomembnejša stvar za poletni dopust, da imamo zaščitno kremo za sonce. Je zelo pomembna, torej, če tudi smo v senci. Nima veze. Veste, dostikrat me pacienti sprašujejo, se jaz nič ne sončim, pa se nič za to ne mažem. Nažalost, to sploh ni tako. Tudi po zimi, ko hodimo po ulici, na nas vplivajo UVA, ultravijolična svetloba od sonca in ti UVA žarki prodirajo globoko v kožo in povzročajo bolj takšne spremembe, kot so staranje kože, potem spremembe v neki pigmentaciji, potem te preobčutljivosti na kožo.
Tako da tisti UVB žarki, ne, ki prodrejo samo, mislim, ki pridejo samo na površnico, zaradi katere mi porjavimo, tisti so mogoče res bolj poleti, bolj v ospredju, ampak UVA so pa več čas, tudi v senci, tudi za šipo, vse povsod, ne. To pomeni, da je prav, da se torej dobro opremimo s kremami. Absolutno, Kaj pa recimo tisti, ki hodimo, ki smo doma, ki nikamor ne potujemo in hodimo po cestah? Tudi Nažalost torej. bi tudi tisti se morali mazati s kremami. Jaz kot zdravnik vidim, zdaj pri tej generaciji, ki je zdaj recimo malo že starejša, ne, seveda se v otroštvu niso nikoli mazali in ti ljudje imajo ogromno takih, mi temu rečemo, takih neke ratoz, zadebelitev kože, ki so srbeče, ki izgledajo grdo in tega imajo po celem telesu ogromno. Po drugi strani pa imamo kakšne ljudi, dostikrat so to recimo kakšne nune ali kaj takega, ki so bile celo življenje res fej zakrite nekje v temnem, ki imajo kožo kot dojenčki tudi pri 80 letih, zato ker so bile vedno zaščitene pred soncem. Tako da tudi če smo samo zunaj na svojem vrtu, nažalost rabimo zaščitno kremo in rabimo zadostno količino zaščitne kreme in rabimo pravi faktor za našo kožo. No, kako pa ne vemo, kaj je torej prav za nas? Kakšen faktor, kakšna krema? Ja, zdaj tak, na splošno pravzaprav bi svetovala, da čisto vsi ljudje, razen mogoče temnopolti, ampak po rasi temnopolti, uporabljajo kreme nad 30, zaščita nad 30, zato ker je to zaščita kože, ki en relativno daljši čas omogoča, da smo koliko toliko varni. Zdaj relativno daljši čas to nekje 1 ura, ni to zdaj cel dan. Tako da mazati bi se bilo treba vedno na novo. Res mogoče res izrazito temnopolti ljudje ali pa res, ne vem, nekdo, ki je non-stop na soncu in že ima res lepo podlago, lahko uporablja tudi malo nižji faktor. Vsekako na začetku poletja za vse faktor 30, ni potreben faktor 50 mogoče, ki je tudi strašno popularen, za male dojenčke ja, za nas odrasle pa v bistvu med 30 in 50 ni večje razlike. Kar pa je bistveno pa je, ne, ker mi kupimo tiste kreme, ki so kar drage in potem to tako zelo na malo ne, dajemo in si to fajn razmažemo in šparamo eno kremo za cel dopust. V Avstraliji, ne, ker veste, je to država, kjer je pač ogromno sonca in so imeli največ rakov kože, je pač nacionalno so uvedli en program in na vseh plažah so taki celi 200-litrski kotli kreme in ljudje si dajo celo pest, res, toliko kreme, da se namaže enkrat in to delajo vsako uro. In to je kome prava zaščita. Ne. Tako da v bistvu tista kremica, ki mi kupimo, bi mogla biti za 2 dni nič več. Ne. No, kaj pa je kvaliteta odvisna od cene oziroma cena je odvisna od kvalitete? Niti malo. Kako je s temi kremami? Ja. No? Moram reči, da celo pred kratkim sem prav brala, da so delali ene teste in so ugotovili, da tudi tiste najcenejše kreme v teh malo bolj poceni trgovinah so bile celo mogoče boljše kot kakšne druge kreme, zelo, zelo, zelo drage v drogerijah. Fajn je gor, da pogledate, da pač krema ščiti pred UVA in UVB žarki. In znamka sploh ni tako pomembna. Res ne. Pomembno je, da je kreme dovolj. Jaz vam prav svetujem, kupujte rajši cenejšo kremo, kupite jih več, za isto ceno lahko dobite 2-3 in uporabite večjo količino in boste definitivno na boljšem. Ja, torej, zgodi pa se vseeno, torej, da še dobimo kakšno opeklinico, ne, poleg vseh teh krem. Pa, če smo tudi v senci, se zgodi, kako pa torej ukrepati potem, ko žal že enkrat dobimo te opekline, kako umiliti to pekočino? Ja. Prva stvar je, in to mogoče bi samo še poudarila prej pri potovalni lekarni, bi bilo fajn vzeti kakšen aspirin s sabo, če seveda nimamo kakih drugih težav, da ga ne smemo imati, ker je ob primeru, da nas res močno opeče sonce, naj bo prva pomoč, da vzamemo 2 aspirina. Zato, ker pride do nekega vnetja kože in aspirin deluje odlično protivnetno in je v bistvu prva pomoč. Druga stvar je seveda hlajenje. Zdaj, moja mama, vem, da je vedno rekla, da treba si hladni jogurt gor namazati, ne. Zdaj ni varno, da je to glih jogurt, ampak hladiti je treba, ne. Treba res biti nekaj na hladnem, si dati nekaj hladnega gor, pač to seveda jogurt fajn stoji ali pa kakšna skuta mogoče, ampak drugače nekaj hladnega. To in se potem res pazi, da se vsaj naslednjih teden dni res ne izpostavljamo soncu, ne. To je res pomembno. Pa mažemo, še naprej se pa moramo intenzivno mazati s temi kremami proti sončenju. Kaj pa različne alergije, ki jih torej povzroča tudi sonce? Ja, tega je strašno dosti, ne. Ljudje vedno razmišljajo, da gre pač za neko alergijo na sonce, gre pa pravzaprav za eno reakcijo našega podkožja na te UVA žarke.
in se razvije ena taka intoleranca. No, koža enostavno več ne mara sonca, no, tako enostavljeno rečeno, in to lahko zgleda od samo rdečine do raznih pikic, do raznih mehurjev, kakorkoli. Ne. Zelo srbi, je zelo neprijetna, nekateri imajo to težavo od prvega malo bolj sončnega dneva naprej. So pa ugotovili, da če bi se redno mazali, in to tudi po zimi, z temi faktorji, z temi kremami, bi bilo tega definitivno manj. Če pa že vemo, da to imamo, smo verjetno že razvili eno tako stvar, da tega ne bomo več mogli čisto pozdraviti, je pa fajn, da se z protialergijskimi zdravili ustrezno na to pripravimo, zato da nas to ne srbi in da nas ne moti. Pa to ponavadi ljudje že vejo in pridejo pravi čas k svojemu zdravniku, da jim da že določena zdravila, včasih dobijo tudi kakšno injekcijo, ki malo te stvari ublaži, da se potem nekako da to zdržati. No. Ampak zopet ne, težava je v tem, da se premalo mažemo. No, konkretno bom kar povedala svoj primer, meni se je to srbenje zgodilo samo enkrat v življenju, ne? Enkrat na dopustu, na morju in potem nikoli več. Kaj bi torej predvidoma naj to takrat bilo? Recimo, srbelo je zaznoreti, ne? Definitivno je bila ena vrsta občutljivost, verjetno niste bili prav zaščiteni pred soncem in je prišlo pač do poškodb globoko v koži. Čisto, nič drugo. Ja, ni se ponovilo več. Ni se ponovilo, bili ste bolj pridni naslednje leto. Ja. Ja, sicer pa senčice torej, ne, in veliko vode. Veliko vode, v vodi treba biti tudi pazljiv, ne, sploh otroke dajmo res paziti, naj imajo majčke oblečene v vodo, naj imajo kapice, sploh ta manjši, pa seveda izogibamo se od 11. do 3. ure, nima otrok kaj iskati na plaži, majhno otrok, ne za majhnega govorim. Drugače res ne bodimo rajši v senčici, in pa vedno, ko pridemo iz vode, se namažimo znova, kljub temu, da na kremah piše, da so vodoodporne, ne vem kaj, nažalost to ne velja, ne. Pa še, dostikrat smo takšni, ne, še tisto male količine, ki se jo namažemo gor, pa potem imamo celi dan, pa se 5-krat kopamo, pa kar smo še vedno, ne, v tistem, to nima več nobenega smisla, nažalost, ne. Kako pa naj zaščitimo recimo lase, ki so prav tako občutljivi? Zdaj, če se kopamo nekje ob morju, kjer je še sol, ne, je sol še dodatno tista, ki nam lase izsuši. Drugače pa so zelo priporočljiva prav olja, ki ima tudi dodan en faktor, ampak tudi če ni faktorja, je lahko navadno olivno olje, ki se ga potem, ko pridemo iz vode, si glavo mogoče malo suširamo, si dajmo malo olja v lase in si jih s tem zaščitimo. Sploh tisti ljudje, ki imajo pobarvane lase, tiste barva dostikrat obledi ali pa spremeni malo barvo, če se bomo zaščitili vsak dan lepo z oljem, bi naj ostala približno takšna, kot je bila. No, še eno vprašanje, kaj je boljše, krema ali olja torej proti soncu? To je pa čisto odvisno, kakšno kožo imamo. Če imamo bolj tako suho, občutljivo kožo, so fajn čim bolj take vlažne stvari, ne, recimo olje je recimo krasno, ampak olje je fajn, če smo malo vlažni, da se recimo stuširamo, se malo popivnamo in se potem na tisto namažemo olje, da se res fajn prime, ali pa takoj, ko pridemo z vode. Potem kreme so tudi fine, tudi če imamo bolj tako suho, nadraženo kožo. Fajn so tisti sprejčki, samo sprejčki, če imamo bolj občutljivo kožo, ne bojo v redu, ne, bojo preveč občutljivi. Pomembno v glavnem je, sploh pri otrocih, mislim, da se krema vidi. Zdaj so zelo popularni seveda in tudi dosti bolj praktični ti sprejčki, ampak sploh ne vidiš, kje si se pošprical. Za otroka mislim, da je pomembno, da vidimo kremo, da vidimo, kje smo ga namazali in kje ne, da res potem to dobro vtremo. Je pa to čisto odvisno od osebnega okusa, kaj komu bolj paše, no, vse to mora vsak sam sprobati. Kaj pa zaščita oči, ustnic? Ljudje pogosto pozabijo, da tudi ustnice so del naše kože, ne? In potem pride domov s takimi rjavimi fleki po ustnicah in jih to potem skrbi. In seveda tumorčki se kar radi tudi tu razvijajo. Tudi ustnice je treba zavarovati. Če ne drugo, pač s kremo, ki imamo za kožo, jih dajmo malo potegniti, ne? Kaj se pa tiče oči, pa seveda sončna očala. Sončna očala niso več samo modni dodatek, ampak so resnično varovanje oči oziroma naše ozadja v očesu pred žarki. Dalj časa bomo dobro videli, kasneje bomo potrebovali kakšno dioptrijo, kakšnim boleznim se lahko izognemo samo s tem, če bomo nosili sončna očala. In ponovno ni pomembno, da so to blazno draga očala, z ne vem kakih znamk in z ne vem kakimi izvenečimi imeni.
isto so prav dokazali, da vsa ta očala, no, čeprav mora pisati nekje UVA, UVB zaščita gor, so enako kvalitetna kot vsa ostala tista draga, ki jih kaj kupimo. Tako da več ni razloga, no, da jih ne bi nosili. No, kako pa se torej naj zaščitimo od znotraj? Torej, piti je treba, to vemo, ne, oziroma vodo, ne, najbrž. Odlična stvar so recimo razni retinoidi, to so ene snovi, ki so recimo v korenčku in v taki zelenjavi, ki malo vplivajo na pretvorbo vitamina D v naši koži in malo zmanjšajo verjetnost nastanka opeklin, poškodb kože, staranja kože. Dobijo se razni pripravki tudi v lekarni kot tabletke, kapsule. In to je res učinkovito, mislim prav dokazano učinkovito. Potem zelo pomemben je vitamin C, ki ga seveda najlažje dobimo preko zelenjave, pa tudi sadja. Recimo paprike, jejmo dosti paprike, sploh rdeče paprike, ki ima največ C vitamina. Pa lahko seveda pijemo razne pijače s C vitaminom, potem vse pa v končni fazi tudi lahko kupimo kakšne pripravke C vitamina, no. Čeprav zelenjava je najboljši vir. To pa seveda vitamin D. Ne. Vitamin D vemo, da je ena najpomembnejših snovi v našem telesu, ne samo za zaščito pred soncem in kosti, ampak za čisto vse. Slovenci in kar večina Evrope je kar podhranjena z vitaminom D, kljub temu, da smo na soncu, ne, ampak že tudi ta uporaba teh krem zaščitnih vseeno malo zmanjša absorpcijo. Tako da se res, to pa je ena stvar, ki bi jo mogoče res priporočala, da ljudje malo začnejo več o tem razmišljati in da si pač tudi kupijo včasih kakšen preparat vitamina D v lekarni, ali pa ga jim svetuje njihov zdravnik v obliki kakih kapljic, ali kaj se da to dobiti, ker vpliva res na marsikaj, no, ampak za samo kožo pa izjemno pomemben. Sicer veljano pravilo, da če smo že vsak dan 15 minut na soncu, da bi naj to bilo dovolj, ampak iz raznih razlogov se je ugotovilo, da je res večina evropskih prebivalcev bistveno ima prenizko koncentracijo vitamina D v sebi, tako da je to fajn nadomeščati. To pomeni, da z sončenjem ga ravno ne dobimo dovolj, ne? Verjetno bi ga dobili dovolj, to je veljalo bolj še za tiste narode, recimo 200 let ali pa 300 let nazaj, ko se niso seveda z ničimer mazali, bili so ves čas na soncu, ne, koža je bila nekako drugače pripravljena. Takrat je verjetno je bilo tega več, ne. Se ga je več v našem telesu potem ustvarjalo, ampak zdaj ga je definitivno premalo in je fajn, da ga je sončenje premalo. Pokrivala najbrž kakšna? Seveda, pokrivala, to je ena taka hecna reč. Vsi mislimo, da so te kape s šiltom odlična stvar. Vse so na nek način, tisti šilt je že fajn, ne? Ampak definitivno najboljši so slamniki, ker imamo en prepih, ne? Glava se ne greje, ne? Odlični so pač slamniki beli, svetlih barv, ne črni. Pa tudi te šilt kape, če so že kape, pač ne bojo čim bolj svetlih barv, ne. Otroci ne imajo široke krajce, tudi mi, no, ampak otrokom pa sploh ne imajo klobučke, imajo širšimi krajci, da so ramice pokrite. In otroci ne imajo, dobijo se taka prav posebna pokrivala, ki se zavežejo, jih imajo naj tudi v vodi gor, ne. No, včasih so damice nosile parazole. Moram reči, če greste v Azijo, ne, je na plaži vse ženske imajo te parazole, ker so zaščitene pred soncem. Ja, to je res ena pametna stvar. Sicer verjetno premalo, mislim ne verjetno, ziher premalo, ker tudi skozi to ti UVA žarki prodirajo, ampak porjavijo pa ne, UVB žarki pa ne pridejo skozi. Ja, no poletje prinaša tudi marsikatero nezgodo, ne, smo veliko v naravi, nas popikajo komarji, muhe, razne žuželke, mrčesi, tudi kakšna kača. Se zgodi v Ormožu zdravstvenem domu? Pride kdo, da ga je pičila kača? Se to dogaja sploh še? Kače v bistvu ugriznejo, no, in vsako leto imamo kakšen ugriz, glih nazadnje, lani je enega otroka ugriznila kača in to je bil en pobegel iz enega terarija, nekdo je pač imel kačo kot hišnega ljubljenčka in je potem ugriznil enega otroka. Ampak praviloma nekih zelo strupenih kač pri nas, hvala Bogu, ni. Bil je pred leti, so opazili modrasa ob Dravi in je bil tudi en pik,
en ugriz, no. Ampak to je zdaj že nekaj časa nazaj, drugače gre bolj za res take nenevarne kače, praviloma takšne, ki pobegnejo odkot, ne, z kakšnega ujetništva, tako da to bolj redko, ampak več pa je teh, ne, raznih žuželk. Nekateri ljudje strašno tudi odreagirajo v zadnjem času na pike komarov, pridejo s pravimi mehurji, ne, pike čebel, os, naj mogoče tudi lahko povem, ne, ker to ljudje kar precej hodijo k nam v zdravstveni dom, pa je v bistvu brez veze, da pridejo, ko jih recimo, ko vas piči čebela ali osa, potem tisti del telesa lahko močno oteče. Srbi, oteče. Ampak tam je treba samo hladiti, to lahko traja tudi 3-4 dni, da bo to srbelo, vzeti treba nek antihistaminik, eno od teh tablet proti alergiji, ampak drugo pa ni kaj, ne, tako da ni potrebno mogoče tu sedeti pol dneva v zdravstvenem domu pa čakati, da pride na vrsto, ker nimamo kaj narediti, ne, hladiti. Potem so piki klopov, tega je ogromno, zdaj letos po tej zimi jih je nenormalno dosti. Vemo, da klopi pač povzročajo dve bolezni, ena borelioza, to je ta bakterijska in virusna, proti kateri se lahko cepimo, je pa tam klopni meningoencefalitis. Borelioza je pri nas res zelo dosti, zato je treba opazovati po vsakem piku klopa, tako čez nekje po 3 do 4 tednih se pojavi kolobar. Ljudje pridejo ob piku klopa k nam, to ni za nas. Klopa lahko odstranimo same. Pik klopa ni nič smrtno nevarnega. Včasih ljudje pridejo sredi noči, opazijo klopa in pridejo sredi noči k nam. Mislim, nam je sicer to hecno, ampak se vem, da ljudi prestraši, ampak res ni potrebno. Pik klopa pač odstranimo ga tako, da vzamemo pincetko in ga zavrtimo. Ali ga pa celo lahko samo pobrijemo dol. Če ostane glavica noter, je ne odstranjujemo, sama bo izpadla. Nekje 3 do 4 tedne po piku je pa treba malo gledati to mesto, mogoče fajn si celo zabeležiti tam pika, če nastane okrog kakšen kolobar, rdečina, tam na mestu pika mora pa biti koža normalna, potem se vam mora priti k nam po antibiotik. In tudi to ni nič urgentnega, lahko pride tudi naslednji dan, lahko pride čez teden dni, ampak ne, enkrat pač ne pride, ni to treba priti sred noči, če opazi kolobar. Bolj nujna stvar je ta meningoencefalitis, ki pa isto zgleda tako, da nekje 3 do 4 tedne po piku se lahko pojavi močan glavobol, boleč tilnik, občutljivost na svetlobo, bruhanje. In če imate označeno, vas nekje pred 3-4 tedni piči v klop in se vi tako počutite, potem to pa je fajn, da pridete čim prej, ne? Ker to pa je lahko res malo bolj huda stvar. Pri boreliozi dobite antibiotik in je stvar praviloma urejena, ne? Tako da to so, kaj se klopov tiče. Sem pa povedala, če pa gremo kam potujemo, so tam razne žuželke, ampak praviloma vedno gre samo za ene lokalne alergične reakcije tam na mestu pika, nič nevarno, lahko strašno srbi, včasih lahko nastane kakšna modrica, modrina, kri se lahko malo nabere, včasih se lahko zagnoji, ampak praviloma tu ne bo se zgodilo nič hujšega. Ena od teh kremic proti srbenju, proti pikom, ki vam jih lahko vaš zdravnik recimo napiše, bo tu več kot odlično pomagala. Kako pa se ne zaščitimo torej pred pikom komarjev? Vemo, da je na trgu še in še nekih krem, sprejev. Je to? Ja, to delno seveda, konkretno pri komarjih to seveda pomaga. Tudi fajn je, če imamo doma tiste citronela svečke, tiste tudi malo vonj gre na živce. Ampak je pa tak, ne, nekateri ljudje nas enostavno imajo te žuželke rade in lahko bi sedeli noter v tekočini proti komarom, pa bi nas eno popikali, ne. Ne moreš pomagati, pač so, letos je tudi komarov zelo dosti, sploh tu v Ormožu, ne, ob Dravi je ogromno. Tudi te sprejčki bi bilo treba uporabljati pravzaprav na pol ure, zato ker mi se spotimo in se tako zopet je vonj se spremeni in mi zopet že dišimo nazaj, ne. Samičke pikajo, ne, tisti veliki komarji pravzaprav niso nevarni, tiste male so, ženske smo vedno tiste, ki smo bolj komarke, strupene, ne. Tako da, ja, ne moremo se tako zaščititi. Pomembno pa je recimo za klope, je pa fajn, da če gremo v gozd, čeprav klopov več ni samo v gozdu, ne, klopa lahko dobite sred Ormoža. Primernejša so pač bolj svetla oblačila. Če že gremo nekam tako, gremo na polje delati ali v gozd ali na neki sprehod ob nekem grmovju, dajmo se mogoče vseeno pošpricati s temi sprejčki, pa vedno se pač poglejmo, ko pridemo domov. Pa škornje si obujmo. Ja, ali pa z okne visoko gor zatlačimo, ne, ja. Ja, verjetno je že treba malo popaziti, ne, na okolico, tudi ki hodimo, ki sedimo. Kaj pa, recimo, s kakšnimi primeri tako poleti pridejo k vam v ambulanto? Obstajajo tudi kakšni, dobro,
neke bolezni, ampak neki taki prehladi poletni, angine. Dosti je takšne drisk, stvari. ne? A? Dosti je drisk pri nas poleti, sploh takšnih, kjer so kakšne bakterije, salmonele in podobne, krive za to. Potem dosti je alergičnih reakcij na kakšne pike, tega je kar precej, vedno več. Ljudje prihajajo dosti zaradi teh težav z soncem, ne? Tudi bolj so pozorni na razne spremembe kože. Mogoče to sicer bolj ob koncu poletja, ne, prihajajo z raznimi znamenji, ne. To so pravzaprav nekako najpogostejše take tiste, ne. Od tega seveda največ je pa poškodb, ker ljudje delajo, so zunaj, so na športu in se ogromno poškodujejo, ne, ampak dobro, to je druga zgodba. Še kakšen nasvet morda, da bomo torej lažje prebrodili, preživeli to poletje, kot zdravnica recimo, če nam ga torej podate? Dajmo se, čeprav komaj čakamo dopust, ne, se dajmo tudi na njega vseeno malo pametno pripraviti. Pripravimo si stvari, ki bomo jih potrebovali, kupimo si zaščitne kreme in kupite, ni treba najdražjih, ene čist poceni, ampak jih kupite več in jih uporabljajte dosti. S tem boste ogromno težav preprečili, tudi žuželke vas bodo manj pikale, če boste fajn namazani. Pazite na poškodbe, ne skačite na glavo tam, kjer ne veste, kako je voda globoka. To je mogoče nekako tak najbolj ena taka. Jejte hrano, ki je fajn prekuhana, ki ne stoji dolgo. Mogoče bi to bilo to, no, kaj se tega tiče. Pazite pa predvsem na kožo, ker sva rekla, da se bo tudi o teh tumorčkih potem pogovarjali, ne, to pa le pazite. Poglejte si pred dopustom vaša znamenja, zato ker najbolj nevarna so znamenja, ki nastajajo na novo. In tista, ki po koncu poletja vidite, da nekaj nastaja, kar prej niste poznali, kar pojdite mogoče pokazati, sploh če je bolj temne, črne barve, če ni več lepo okroglasto, ampak malo čudno, razvlečeno, če rosi, če se naredi krastica. Takšne stvari bodite pozorni. Seveda pa so poškodbe lahko različne, marsikaj torej se lahko zgodi, tudi tumor, torej rak se lahko s kakršnekoli poškodb, ne samo poškodbe, je seveda tudi. To je poškodba sonca, ne? Opekline so v Tako, bistvu ja. tudi poškodbe, ne? Absolutno. Marsikaj se lahko zgodi, recimo, morda še beseda, dve o tem. Ja, ne. Sončna svetloba prodira, pač tako kot sem rekla, ti UV žarki globje v kožo in tam povzročajo spremembe celic, ki lahko pripeljejo do raznih vrst raka. Najbolj se bojimo malignega melanoma, to so tiste črne pike, ki se nam kjerkoli pojavijo, ki lahko krvavijo, se iz njih cedi, ne celijo. In to je en najbolj smrtonosnih in hitrih rakov, ki obstaja. Potem je pa več takih manjših rakov, ki so pa skoraj zmeraj posledica sonca. Pogosti so predvsem na obrazu, potem na golenih, včasih tudi na hrbtu, na mestih, ki so najbolj izpostavljene svetlobi, ki se kažejo predvsem kot ranice, ki vsaj 4-5 tednov ne zacelijo. Če to imate kaj takšnega, takoj k zdravniku, potem zopet neke krvaveče, rdeče, žilnate spremembice kjerkoli na obrazu. Potem, če ste že imeli kaj takega izrezanega, je treba vedno paziti na tiste robove, ker se po nekem sončenju lahko ponovno začne tam kaj plesne. Na to bodimo pozorni, pa vedimo, da se to vedno res dogaja na novo nastalih znamenjih. Materina znamenja in znamenja, ki jih imamo iz otroštva in vemo, da jih imamo, niso tako nevarna. Tudi praviloma niso nevarna znamenja, ki so nad nivojem kože, kot neke bradavičke. Tiste naj nas ne skrbijo tako, ne. Naj nas skrbijo znamenja, ki so v nivoju kože in iz njih, ne vem, se spreminjajo, se spremenijo, se povečajo, postanejo čudne oblike, imajo krasto, krvavijo, karkoli takšnega. To je res, takrat je treba do zdravnika in tako znamenje je treba odstraniti. Imamo pa zaradi poškodb s soncem dosti teh keratoz, kot smo že prej povedali, ko pa imajo ljudje samo take srbeče, luske, rjave, svetlo rjave praviloma po koži, ki se včasih lahko celo odtrgajo, ampak potem zrastejo seveda nove. Tisto ni nevarno, je samo grdo, seveda tudi z določenimi stvarmi tisto urediti, ampak tisto ni tako nevarno. Skrbi nas ta maligni melanom, no, tako da. Je treba vseeno biti pozoren in se opazovati, verjetno. Ja, fajn je mogoče tudi, če imamo kakšna taka znamenja, ki so na novo nastala, no to je en čist taki praktičen nasvet, pa ga imamo recimo na hrbtu, ne, ki si ga sami ne moremo spremljati, naj nam naš partner ali pa nekdo ne vzame
plastično folijo in naj s flomasterom obriše z nami, kot eno, tam vse tiste večje pikice nariše in recimo čez nekaj časa da znova gor in vidi, če se je karkoli spremenilo, potem če se kaj spremenja, pač je fajno, da obiščete zdravnika svoj. No, kako nevarne pa so recimo sončne pege? Ne, po sončenju nekateri kar dobijo pegice, ne, po nosu, ne? To so te spremembice, ki se zgodijo glih zaradi teh UVA žarkov, ne. Niso nevarne, ampak zdaj, če bi to delali vedno znova, ne, če bi non-stop se sončili, se lahko iz takšnih pegic seveda razvije rak. Pomembno je, no to res, da vejo starši, rak kože se najpogosteje razvije pri otrocih, ki so v prvih 2 letih svojega življenja imeli kakršnokoli sončno peklino. Pravijo, da celo taki otroci bodo kasneje skoraj praviloma razvili rak kože, tako da bodimo previdni. Ja. Verjetno boste jeseni imeli kar veliko dela v ambulanti. Ja, vedno ga imamo. Tako da. Alenka, hvala lepa za vaš obisk v našem studiu. Vidimo se torej po dopustu, ne, prijeten dopust vam želimo. Hvala. Do avgusta torej vso srečo in še enkrat hvala. Hvala lepa, ja, hvala, nasvidenje. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, zdravnica Alenka Simonič je bila z nami. Ja, lepo poletje, predvsem varno, zdravo in zadovoljno vam želimo, pa tako kot smo že povedali, avgusta, 3. petek v avgustu se znova vidimo. Srečno do takrat.